Kako in po kakšnih pravilih od zdaj naprej v notranjost lokala, smo vprašali človeka, ki je že ves čas v notranjosti lokala. Z nami je Miran Šanka. Miran, se slišiva? Miran? Tilen, slišva se, kar pa se tiče tvojega vprašanja, ti pa žal ne morem pomagati, ker ne vem. Zdaj pa res ne vem, nimam pojma žal. Miran, no, pa ti vedno rečeš, da ne veš, ampak v bistvu pa veš. Vem, Tilen, vem, da je vsakič tako, ampak zdaj pa čist zares nimam pojma resno. Resno? Resno. No, edino to sem slišal glede testov. Vse to veš, da je zdaj omejitev, da greš lahko not v gostilno sam s testom, ki je star največ 48 ur. In zato imajo zdaj v gostilnah inštalirane ure, ki se nazaj vrtijo. Tako da dlje cajta, ki si not, bolj frišen izvid imaš. Edini problem je, da v eni fazi večera ne smejo več strež žganih pijač, ker je pred 10 zjutraj. Pa če si dolg noter, se ti lahko zgodi, da prideš včeraj domov. Cela zmeda, ti pravim. Ampak zares jaz ne vem, to sem sam slišal. No, dobro, kaj si še slišal, no? Jaz? Ja. Čist nič. Dobro, razen to, da je teh, ki smejo not v lokale, se pravi prebolelih, cepljenih ali pa onih z izvidi, enostavno premalo. Tako da zdaj predlagajo, da bi malo razširili ta nabor. Da bi šli lahko noter tudi oni, ki so simpatični kelnerju. Pa oni, ki znajo stojo na glavi narediti. Pa oni, ki imajo zelene oči. Pa krokodili. Krokodili? Tilen, ne zmišljujem se jaz teh pravil. Jaz ti sam pravim, kaj sem slišal. Ja. In kakor sem slišal, pravijo, da je tudi slab kriterij boljš kot tamben kriterij in da bojo pač zdaj tako noter spuščali. Isto kakor ta finta s podjetji. Kaj s podjetji? Kaj s podjetji? Jaz nič ne vem o nobenih podjetjih. No, razen to, da folk zdaj na polno odpira podjetja, sam zato, da lahko grejo noter brez omejitev jest v lokal. Ker če imaš podjetje, pol ne rabaš nobenih testov. Če vas gre večja družba, odpreš DOO, družbo z omejenim obrokom. Ker se veš, če je veliko ljudi, ne boš pustil, da vsak naroča, kakor mu paše, ker boš obobožil. Če greš pa sam, si pa odpreš SP, samostojna pojedina, pa udri po meniju, kakor ti paše. Če pa ne bi niti eno, niti drugo, si pa še zmer lahko sposodiš mladoletnika. Prosim, če kaj kakšnega mladoletnika, Miran. A sem rekel mladoletnika? Ja. Jaz ne vem, Tilen, mogoče tale video povezava nekje preskakuje, pa si me narobe slišal. Jaz mladoletnikov absolutno nisem omenjal. No, kar se tiče teh mladoletnikov, sem pa slišal, da jih lahko zdaj najameš. Ker do 15. leta mulc ne rabi biti testiran, da gre noter v štarijo. Najameš ga za 2 ure, ga pošleš v štarijo, ti pa lepo sediš v parku ali pa v avtu. In ta malo not naroča, pa ti sprot nos ven stvari. Ne rabiš biti cepljen, pa še privat kelnerja imaš. Nič ne čakaš. Druga varianta je pa, da rataš super stranka. Aha, kaj pa je to super stranka? Super stranka? Ja. Prvi slišal. No, ampak, kakor sem slišal, so super stranke unike, so vse troje naenkrat. Se pravi, so že preboleli, so se že cepili, pa še teste imajo s sabo. Te pa lahko zdaj v lokalih delajo kar čo. Polivajo, popivajo, pojejo, razbijajo kozarce, tudi po koncu delovnega časa jih ne smeš ven vršiti. Tako da je treba kar razmisliti tudi o tej opciji. Čakaj, Miran, a si ti zdaj že malo zmišljuješ vse skupaj, ali kaj je to? Tilen, pa kako to lahko rečeš? Men, jaz, ki sem kle za Šankom in se brigam zase in pol ti men, če si zmišljujem. A veš kaj? Ene stvari več ne zveš od mene. Razen, če me boš vprašal, pol ti pa z veseljem povem. Če hočete videti še več posnetkov od kaj dogaja, se lahko težko je. Se lahko subscribete, skratka, pritisnete na gumb spodaj.